teme, ker ostanejo za mano, ker početje moje pred tem je bilo preveč bolano, neotesano, stvari sem delal z prve roke, zato so moje rane bile dosti bolj globoke. V bistvu smo oba dva travo kadila, pa smo na Centru za preprečevanje od drog pristala, ne, tako da smo na koncu. Ampak smo se odvadila tega, ne. Trava skozi je bila na off na mesto, na on, zaradi tega sem pozabil še osnovni boton, ups, pardon, zapovedi nisem upošteval, dosti raje ukraden denar sem prežival, v glavi premleval, za kom se bom zadeval, za kom bom kadil, s kom bom čilal in pil, biznis naredil, da zaslužim cekine, da dopolnim 18 in že več ni me. Gregor, kolega je povedal, prej si tudi sam povedal, da sta v bistvu pristala na Centru za preprečevanje odvisnosti. Kaj je tvoja štorija? Mlad pubec si pa... Ja, mladost, norost, kaj bi rekel, ne, pač treba je bilo probati, probali smo, šlo je v redu, ne, mislim, bili so denarji, bila je, mislim, enostavno, ne da te bi zasvojila, ampak ti pač prije v navado stvar, ne, in pač hvala Bogu, da sem imel pač take starše, ko jim je pač mar za mene, pa so me pač spravili v tako stvar, da sem se rešil tega, ne. Ja, v tem štiklu vrtim spomine v globine, ko primerjam stanje, me popelje v višine, čas obrodil je sadove mojega truda, končno bila izpolnjena tudi moja obljuba. Tam, mislim, tako je to bi natrajalo 1 leto, jaz sem bil tam leto pa pol, vse mi je šlo že dobesedno na K, da ne rečem kak, ne, ampak pač zdržal sem, če ne druga, zaradi staršev, nekaj so dosti naredili za mene, jaz pa sem mogel to nekako poplačati, ne. Odmaknil sem se v ozadje, daleč nazaj, da se ne okužim od ljudi, pa se sam veš zakaj. Zdaj nisem odvisen od česa, v bistvu odvisen samo od repa pa od športa, sicer še kadim, ampak se odvajam, zaradi tega zaradi boksa, da sem bil tudi na državnem prvenstvu drugi, da to tudi omenim, ne, ampak pač, ne vem, nekaj rabi v življenju, ne, da ti ni dolg čas. Živel bom pošteno vsaj, koliko se bo dalo, čeprav vem, da pošteno lahko sta meno budalo, naštej mi poštenjake na prste dveh rok, ne boš jih najdel, ker tu poštenje samo Bog. Ja, veš ki poglej, koliko lačnih je otrok, ne mi govoriti usmiljenju, če on je najbolj grob, puno žalosti in tegob, dogaja se okoli, pa se folko že meša, da naredi pokol v šoli, zapira otroke v kleti in jih posiljuje, vedno več je tega in drama se stopnjuje, vedno huje, svet pozabo potuje, sovraštvo tuje, pri čisto vsakimi vrati, zaradi tega dosti jih sedi za zapahi, dosti jih sedi za zapahi. Imagine smoking weed in the street without cops harassing. Imagine going to court with no traffic. Rap je pač tisto moje zadovoljstvo, kjer se počutim pač svobodnega, ne. Pa še zraven hip-hopu. Pijača, pa verjetno tudi trava, ne, sam tega več ne kadim. V Ameriki je to dosti bolj popularno, tam ko so te gange, to repajo zunaj na ulici, freestyle se temu reče, ne pišejo si nič na liste, ampak pač repajo, kaj jim pride z glave, direktno, ne. Hvala, ker so zadeti, inspiracija, vse tako, ampak to sva pač pustila, mi dva zdaj pač tak nam je bilo sojeno, kaj češ. Ja pač delamo, kaj imamo rada, ne. Kaj grafit tudi kdaj napišete, menda to tudi paše zraven? Mislim, pod hip-hop kulturo pač spadajo hip-hop kultura je grafitanje, DJ-anje pa repanje, ne. Ampak to se pač loči pol na različne pač dele, da tako rečem, ne, in v bistvu... Ne dela vsak vsega, vsak nekaj. Ja, v bistvu odvisno, ne, od talenta, ne. DJ Splinter, ki je malo jači DJ v Sloveniji, recimo grafita pa DJ-a, ne, pa v obem tudi mednarod. Ki smo dobila, kaj poslušamo? Old school, vsi poslušate old school, ne pa komercijale. V bistvu 50 Cent ni rap. Zakaj? Zaradi tega, ker old school, mislim, komercijala, 50 Cent, pa take stvari, to pač pride zaradi tega, da se služi denar samo. To pač on začel je tak, ne, tak stal, kao zajebani ljudje, ne, živeli so v slabih okoliščinah, ne, ampak vseeno, tisti old school, tisti ostanejo, pri tem ni važno, ne prodajo vse, ne, za dobeno ceno. Važno je, da z rapom nekaj poveš, da daš neko sporočilo poslušalcem, ne, ni pa zdaj, da ti govoriš o tem, kak si denar zaslužil, kak si neke ženske nategnil, da tako grdo rečem, ne, pa podobne stvari, ne, ampak pomembno je sporočilo, ki ga ti pošlješ pač poslušalcem, ne. Najboljši rap je pač rap iz osebnosti, tisto, kaj si doživel, ker to najlažje ubesediš tudi, ne. Imo že zeleno, posebno pošteno, ne poznam nobeno, vsem je že vseeno. Bil sem mamin sinko, zamenjal sem je z bilko, a ni mi več mar, hvala za ta dar. A pa vem zarino, ko ričem med civino, vse gre na robe, jaz čutim te tegobe, a ni mi več mar, hvala za ta dar. Ponovo sem že spet, naj bom preklet, v tem notu jed, ne veš to ti svet, nočem preživet, nočem preživet. To je to, MG Square F.